V ponedeljek smo v Ljubljani spet zabeležili tako imenovani teroristični napad. Nekdo je na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poslal bel prah. In najprej ne povem, da smo v naši hiši ogorčeni in tudi malo užaljeni, ker smo do nedavnega te pošiljke prejemali v glavnem mi na RTV Slovenija. Policija pa opozarja, da teh napadov ne gre jemati zlahka in imajo prav. Naš vratar Mičo je ful občutljiv na gluten in je imel resne težave. A medtem, ko so v Sloveniji to vrstni napadi videti kot audicija za oddajo Masterchef, pa se v svetu na področju terorizma odvija prava tehnološka revolucija. Iz kalifornijske Silicijeve doline se javlja naš reporter Admir Pričko. Čau, Jonas. Ja, dejstvo je, da vojna proti terorizmu, kakršno poznamo do zdaj, se pravi bombardiranje držav, ki imajo puščavo in nafto, ne deluje. Stane preveč, predolg traja, teroristov pa ne zmanjkuje. In zdaj je že vsaki budali jasno, da terorizma ne moreš kar tako zbrisati, lahko pa se ga mogoče malo preusmeri tako, da bo od njega čim manj škode. Kle, teli programeri kle v Sicilijski dolini vidijo novo poslovno priložnost. Ja, ampak kakšni so predlogi? Kako se bodo od tega lotili? Ja, Jonas, predlogi so različni. Od enega programa boja proti revščini, zaposlovanje mladih, ne vem, ampak ta investitor je ni preveč zanimiv. Bolj so se navdušali za eno aplikacijo, reče se Instabomb filter, kjer lahko ti kakšno fotko, ki ti je všeč, okrasiš z eksplozijo, z ruševinami, s trupli, s policijo in na ta način izživiš svoje teroristične fantazije. Ali pa recimo ena aplikacija, reče se e-terorist, tukaj lahko ti s tem uletiš nekomu direkt, ki igra recimo FIFA 2018, uletiš mu not, razstreliš cel stadion, pobijaš navijače, on se dere, kada su mu fentali celo družino, a v bistvu je vse ostalo not v igrci. Ja, ampak a bo pravim teroristom to dovolj? Ne bodo iz virtualnega sveta še vedno hoteli na ulice? Mislim, si predstavljam, da je tudi njim pomemben stik z resničnimi ljudmi. Ja, Jonas, se strinjam, teroristov je več vrst in kakšni med njimi še vedno hočejo na teren. Kar je pomembno, dost njih se med sabo ful sovraž in kle se razvija en tak Tinder za teroriste, Terror-inder. Kle gor recimo pride en novi Breivik, en novi Bin Laden, se spoznata, se malo posovražta in po se zmenta. Danes po noč na parkingu na Rudniku pride en, pride drug, en se razstreli, drugi strela, volk sit, koza cela, brez nedolžnih žrtev. Ja, ne vem, Admir, zdi se mi, da brez nedolžnih žrtev pač ne bo isto, ker je prav to cilj in eden glavnih problemov terorizma. Ja, Jonas, spet imaš prav in zato je treba iti v glavo teh ljudi, recimo te samomorilski napadalci. Kaj oni delajo? Ubijajo ljudi in ubijajo sebe. Kaj, če bi njih prepričal, da samomor ne rabi nujno biti družabni dogodek? Ena slovenska startup firma razvija en tak tečaj za teroriste, kjer jih učijo, kako naj svojo to agresijo usmerijo vase. In zraven so naredili še tako varno hišo, kjer teroristi lahko pridejo, povejo svoje sporočilo in se potem razstrelijo med 4 zidovi brez žrtev. Google Maps je na svoje zemljevide že začel dodajati sezname varnih razstrelišč, kjer se lahko ljudje pridejo in se razstrelijo tam, kjer je to dejansko potrebno. Kje dogaja in kje bo pokal, sem počekiral Admir Pričko. Hvala, Admir. Upam, da do prihodnič ostaneš v enem kosu.